Jaz bi tukaj podal eno idejo. Vsi imamo glave, vsi imamo več kot IQ3. Vsak od nas pozna sigurno, vsaj 50 pozitivnih posameznikov. Je tako? Jaz bi tukaj dal eno idejo, da mi mimo sistema, mimo tega državnega aparata, mimo vsega, gremo v neoficialno, ker vsi imamo tudi priložnost postati živi ljudje, ki posedujejo osebo. Jaz nisem tu zraven, in bi bilo potrebno obvezno ustanoviti določene skupnosti, ki bazirajo ne samo na pridobitništvu, ampak na povezovanju v sledeči obliki. Primer, da jaz pa Tiva, si napisala? Čakaj. Se pravi, mi trije, vzemimo tako. Smo proizvajalci. Jaz imam krave, ona ima recimo zemljo, ona ima pa sirarno. Če se mi pomnožimo krat 3, krat 4, krat 5, krat 7, se pravi, da 7 takih, kot sem jaz, ima krave, 7 takih ima zemljo, 7 takih ima mlekarno. Pa se med sabo lepo zmenimo. Kaj je potem na nas, ko smo povezani v eno celoto, kaj je potem na nas, da naredimo? Socialno mrežo. Na kak način? Tako da recimo ljudje, recimo to je ena od možnih idej, da ljudje vnaprej financirajo zalogo hrane, ki jo bodo vzeli pri nas. Razumete? Da pripeljejo iz mest k nam na podeželje svoje družine, da si sami naberejo hrane. S tem jim pomagamo tudi na to, da se naučijo sezonsko prehranjevati. Če ti po zimi ješ por, je to čist strup za telo. Jej ga, ko je sezona tega, se pravi, te zelenjave ali pa tega sadja. In če bi se tako zorganizirali, pa mi bi živeli ko lordi, vsi. Volk sit, koza cela in zelje nedotaknjeno. Jaz vam to podajam kot idejo, da razmišljate v tej smeri. In tudi, če kdo ima kritiko na to idejo, gledajte, odprti smo. Nisem jaz najpametnejši, niti nisem popil znanje vsega sveta. Mislim, da že obstaja en projekt po svojih kmetah. Pa ne, gledaj, obstaja recimo projekt, ki ga ima Rengeo, recimo, si njega mislila, Dobro, kogarkoli, saj to ni važno, Jaz sem Rengeu pomagal, to bom javno tu povedal, da je spelo mednarodno, se pravi, konferenco mednarodnega karakterja v Moravskih Toplicah pred leti. In ko so prišli ti mudonje, jih jaz imenujeva, z ministrstva so samo glave tiščali dol in noben ni upal nič povedati, kajti tu so prišli strokovnjaki z Nemčije, z Avstrije, z Avstralije, z celega sveta. In potem sistem zaradi te konference ni uspel zadušiti želje in potrebe in je pozitivno reagiral, tako da je postalo dovoljeno industrijsko konoplo saditi. Tam so bili pivovarji iz Nemčije, recimo, ki imajo pivovarne, delajo pivo iz konoplje, avstrijski proizvajalci gradbenega materiala iz konoplje in tako naprej. Se pravi, ven iz okvirov, ven iz tega, kar nudi sistem. To, kar nudi sistem, je mrtva stvar, ampak ljudje še za to ne vejo. Se pravi, nove ideje, novi projekti, novi načini, nova povezovanja, vse drugače, kot smo bili naučeni in navajeni.